Strategije za izhod iz krize. Ko me v nepreglednem ovinku zadanejo doživeti in minuli dogodki, jih ne morem stlačiti v kovček in ga, kot deček v filmu, vreči v najbližjo mlako. Cula je vselej luknjičasta in spomini bi ostali na sredi poti med podoživljanjem in pozabo. Vrata so se odprla. Treba je zagrabiti priložnost. Ni časa za britje, izbiro čevljev. Razpira se prostor, ki tak, brez forme, kar terja nekoga. Mantram svoj konec in s tem manjšam dolžino vrvi. Kaj je njen drugi konec in zakaj ga sporazumno iščem, da bi se za vselej zbudila? Pozdravljeni v Škraban, pozdravljeni vsi, ki nas spremljate. Z nami je mlad pesnik Juš Škraban in njegova prvenka Ribja hoja. Juš, tvoje pesmi smo lahko brali v Apokalipsi, Poezisu, Poetikonu. Kako pa se je zgodil tvoj vstop v pesniški svet? Meni se zdi, da so bile to mlade rime, vsaj tako je napisano na internetu 2013, to sem zasledila. Kako se pa ti tega spominjaš? A se še spominjaš? To je vprašanje. A veš, da si me zdaj presenetila. Se v bistvu ne spominjam tako dobro. Niti ne vem, kako je do tega prav dobro prišlo, ampak spomnim pa se, da smo bili na Metelkovi, mislim tako, mlade rime sem poznal, in v bistvu me je mogoče tako zdaj, ko nazaj pomislim, se ne vem, kako je bilo takrat, no, ampak mlade rime so pomenile že takrat zame neko možnost, da sam prideš pa nekaj prebereš, ne. Se pravi, to se mi je zdel en izmed redkih takih prostorov, kjer smo hodili in smo brali, ne. Tako da po moje ravno zaradi mladih rim je, sem jaz pa še marsikdo, ne, je sploh prišel do ideje, da lahko kaj prebere, ne. Ja, se mi zdi to res eno tako nobenih prijavljanj ni treba, pač prideš tja, lahko prebereš. Nekdo ti tudi lahko pove, kako se ti zdi, dobiš povratno informacijo, koliko mu je všeč tvoja poezija in tako, ne? No, potem, če preskočiva pač teh 7 let, kaj se je pa v tem času potem dogajalo s tvojo poezijo? No, lahko omenim, da si lani prišel tudi na pesem Si in letos je tukaj že tvoja Ribja hoja, pesniški prvenec, ker pri Zavodu za razvijanje ustvarjalnosti smo se odločili, da bomo izdali tudi posamezne zbirke takim zanimivim avtorjem. Mogoče bi se pa okrog naslova, ta Ribja hoja je tako zanimiva, a ne? Po eni strani spominja na nekaj tekočega, po drugi na trdnega, po eni na plavanje, po drugi na hojo, po tretji na dihanje s pljuči, po drugi strani pa spet dihanje s škrgami. Tako izzivalno in zanimivo. Tudi recimo, ko sem prvič dobila tvoj rokopis roke, se mi je zdelo, kaj sploh ta Ribja hoja pomeni. In zdaj mogoče te izzivam tebe, da še kaj dodaš ali pa poveš, kako je sploh prišlo do ideje za ta naslov oziroma kaj tebi pomeni. Ko sem približno videl, da bo to nekakva knjiga, ne, ko se je zaključovala, nikoli se nisem prav ukvarjal s tem, kakšen naslov temu dati, ampak vedno, če sem pa se kaj ukvarjal s tem, pa nisem prišel nikamor, ne. Je bilo tako nekam, kaj pa je zdaj to. In potem je kar naenkrat, ne vem, mi je prišla ta ideja v glavo in potem sem rekel, ja, to je pa to. Ampak ne vem pa čisto točno sploh razložiti, kako je to prišlo od tega, ampak ja, Ribja hoja in potem sem rekel, fajn. Se strinjam. Ja, mogoče bi pa še malo kaj prebrali za potem nadaljnji pogovor, ne? Če bi nam prebral še kakšne pesmi. Mogoče zaradi tega,
ker se mi zdi, da v tvojih pesmih je zelo ta ples ali neko približevanje, oddaljevanje, ampak nikoli ni tako, kako bi rekla, nasiljen vstop. Tako, mogoče bi najprej prebral, pa bi potem še kaj rekla o tem. Razpetost. Nekaj se na moji površini nabira in sprva v toku, na to točkasto sili naprej. Najprej pogled, na to bistvo, skozi okno k sosedi in kasneje še dlje, čez vzorce srednje jeseni, vzorce različnih kultur, približevanj, zamenjevanj, vzorce obramb pred ničem in vsem, ki se le takrat zdi popolno, celo in robustno. Spreminjajoči se, nikoli prešteti kilometri, obstajajo le skozi 3D očala, kot bi trenil se lahko podvojijo, delijo ali incefrajo, podobno koncu tepiha, ki se boji teme med razdvajanjem še tistega nekaj, kar ostane. Ves se predajam svetlobi, tej posebni igri, s katero se zlahka upnem v mesto, v igro z elastiko v rokah že zdavnaj izginulih otrok z ulice. Vse zožiti na golo bivanje je naslov. Starikava babičina roka. Moraš ji sploh pustiti, da te preseneti. Z dotikom. Ne sprašuj o vremenu in mladosti. Naredila sva kratek sprehod okoli hiše strahov. Resnično dolg se zdi v primerjavi s težo skrbi, ki se hrani sama sabo. Odmaknjenost razgalja moč pletenja puloverjev v glavi. Lepi so tako neuporabni. Presenetila naju je jesen. Preverjala, če tudi najna. S čudnimi spontanostmi, gladkim utirenim vsakdanom in občutkom molčečega telesa, samodejno drsiva preko kategorij in sistemov, v raziskovanje puščave, najne kože in luščiva plasti nevednosti, ki jo zidamo odeti s puloverji, verujoč v zgodbe, ki jih prinaša jesen. Six count. Leva, leva, desna, desna, nazaj, naprej. Vsak na svoji strani sinusne krivulje sediva na svojem vlakcu življenja. Želja gravitira k stalnosti sredine. Leva, leva, desna, desna, nazaj, naprej. Pijem gosti sok zraka med telesi, ki si zopet odrekata samostojnost in suverenost. Vsi protesti so se sfižili, napredek terja žrtve. Leva, leva, desna, desna, nazaj, naprej. Malo na mestu in malo nasproti. Proti lastni volji sem izgubil voljo. Po koščkih razdajam svoj preostanek, votlo notranjost. Tujega nočem, le tvoje hočem, svojega ne dam, ker nimam, ki valovi v odmevu listov. Gotovo ne padajo, ne padam le jeseni. Vedno znova najdem besede, ki si jih stkala, meni vedno nedojemljiva, leva, leva, desna, desna, nazaj, naprej. Hvala. Meni se zdijo res te pesmi kot en preplet in ples. Zdaj, mogoče tega notranjega, kar izrekovalec občuti sproti, ampak hkrati pa se vedno tisti prostor, kjer se nahaja tako nekako odpira, spremenja, prehaja v ljudi in ljudje v njega. Tako ena taka zanimiva prepletenost in zdi se mi, pravzaprav moram ti izdati, da sem to prebrala na Lud Literatura, da si nor na Bosso Novo, to je bilo 2013, in se rekla, to je gotovo ta glasba pa ta ples. Kako je res kaj na tem plesu, glasbi v povezavi s tvojo poezijo ali pa s tvojim dojemanjem, vstopanjem v svet, v prostor? Si brskala po... Ja, seveda. Po zgodovini. Ja.
Na bossa novo še vedno, ja. Pa na glasbo nasploh, saj in ples konec koncev tudi, ne vem, ampak mogoče v manjši meri kot v glasbo, no, že od nekdaj. Ampak ja, to so ziher deli tega, no, kar živim in potem glasbo sem igral tudi in ne vem, se mi zdi, da imam potem ena taka, ne vem, slišam, no, muziko in mi je v bistvu, ja, mogoče to tudi na nek način, sam nikoli nisem razmišljal, na kakšen vpliva na poezijo, to ne vem, ampak to je pa sigurno ena taka inspiracija, ampak zdaj pa ti ne znam povedati točno, kako se to sešteje, ampak ja, glasba je zelo pomemben del. Ja. No, tudi mogoče je zanimivo, ali pa bi se zdaj dotaknila tega, kako pač ta pesniška zbirka je pospremljena z eno precej dolgo in zanimivo spremno besedo, ki mogoče ne bi mogli reči, da je ravno klasična spremna beseda v lasti Lastovic. Radrani Pernarčič je napisala in tako zelo dobro sledi vsem tem finim stvarem v tvoji poeziji, no, ki si jih bo še kasneje dotaknila. Ampak ta spremna beseda je zanimiva tudi zaradi tega, ker v bistvu znotraj nje, a ne, se kot neko uvod v posamezno razmišljanje pojavljajo odlomki izvajanja korespondence in so taki zelo življenjski, včasih tudi zelo banalni ali pa tako vsakodnevni, ne. In me zanima, kako ti vidiš oziroma kako je ravnanje pač že od samega začetka nekako te spremljalo v tej pesniški rasti, kako je ta to vajno poznanstvo se ti zdi vplivalo mogoče na to, ne na pisanje, ampak na samo to, da si se potem odločil tudi za zbirko in tako naprej. Ja, sigurno kar dost. In zdaj, če se vrnem na ono prvo vprašanje, mogoče, čisto verjetno, no, da je potem tudi ona me spodbudila že samo, že da mi prvič bral nekje tako na Mladih rimah. To si, zdaj je to res dolgo časa nazaj, ampak vsekakor je pa spodbudila že to, da smo se povezali in da je zdaj tukaj zbirka, tako da absolutno ima veliko zraven pri tem. Drugače pa sva skozi vsa ta leta, vsaj odkar se poznava oziroma odkar sem tudi malo, v bistvu je bila tudi ona prva, ki sem mi pokazal pesmi. Tako da v bistvu mi je bilo zelo lepo, ko je kar sama predlagala, tudi da bo napisala spremko, ker se mi zdi, da tako, no, ima nekako pogled v to od začetka naprej, ne, kako pišem. Mogoče je tudi zanimivo to, ker sta oba dva antropologa, pač tudi najbrž, kot vem, sta se spoznala, ona bila asistentka na fakulteti in tako, in je pričakovala neko pač strokovno delo in ti si poslal pesmi in tako se je začelo pač vajno poznanstvo. To v spremni besedi beremo, a ne? In tudi tako bi rekla, z tega antropološkega vidika tudi obravnava tvojo poetiko, kar mi je tudi zanimivo. Ja, to se mi zdi, da je skratka, antropologi z antropologi se imamo kaj za pogovarjati. Kaj pa pesniki z antropologi? Ja. Kaj pa, če si oboje? In kar nekaj nas je, ne. Ja. Mislim, da je nek svoj vstop v poezijo, sigurno ni isti. Vsi antropologi ne vstopamo verjetno v poezijo na isti način, ampak spet ti ne znam glih dobro povedati, kako v bistvu bi. Mogoče ona pač najbolj tako opredelila, da je to tvoj način zapisovanja poezije, ta bivanjski način, da to pozorno zaznavanje
in neko popolno doživljanje tega, kar se ti dogaja. Nekako si ne morem predstavljati, da bi na drug način vstopil v poezijo, kot vstopam v življenje, karkoli že to pač pomeni. Ampak tako, itak je to tako nekako prepleten. Tudi pišemo, se pravi, nekako ne morem razdružiti tega, kar doživljam, pa to, kar pišem, tako da... Mogoče bi bil zdaj pa čas za novo branje, ker si ravno o tem vstopanju, ker ena pesem ravno nosi naslov Kako naj vstopim? Kako naj vstopim? Kako naj izstopim odvečno grenkobo pred tvojo spokojno mizo? Še črvi v njej lezejo bolj počasi, kot da so se nalezli prave hitrosti. Upenjaš v svoj ritem. Vsak vdih je odmerjen s težo življenja in če kdo prehiti, se v tišini to še lažje zapopade. Si svojevrstna zver v iskanju tiste iste poti. Vsak rama je že razobešena. Po stropu gomazi zgodovina in udomačuje oziranje nazaj, ter hkrati pripravlja polena za naslednjo zimo. Prepletena les in železo utrjuje ta hišo, ki bo nekega dne prerasla bršljan. Ta zgodovina, ki gomazi po stropu in črvi, ki lezijo po lesu, to se mi zdi tako res... Na to ne pomisliš, čeprav se resnično dogaja vaš čas. A ne? Ja, mogoče kar še ti dve pesmi. Kako nastopim po korakih, a veš, jaz sem kar potem videla, ne, da bi bil lahko to nek dialog med temi pesmimi. Wow. Evo, zdaj bom mogoče na novo kaj odkril. Ja. Po korakih. Vsakič znova je izziv že vstopiti drug v drugega istočasno. Se premakniti iz izhodišča, ga sploh najti in si na pol poti stopiti na prste. Nato potovati skupaj po različnih trajektorijah, pljuskati na obe strani oceana hkrati, tako da si lahko do konca življenja liževa solz vratu. Na koncu pa se spontano skobacati iz tvojega trebuha, v drugem kraju, v drugem času in sprejeti nadaljevanje. Namakaš se na površju sanj, kot se tudi jaz počasi segrevam v tej plitki vodi, v tem labirintu rjuh. Dogodki so pazljivi, da se ne bi opekla. Na tleči trski, na goreči sredici cigarete je treba otresti odvečen pepel, ki te prekrije vsakič znova, ko te vdihnem. Lovim ritem, ti vstopaš z zamudo. V teh razlikah pride pravi čas. Membrana zdaj prepušča zgolj tistega, ki izstopa, med nama pa kilometri in jezik ali dva in celo življenje, ki bo kmalu postalo resnično. Ja, ena od stvari, ki jo Radrani tudi izpostavlja, je to spoprijateljitev z življenjem, ali kako bi se temu rekla, ali pa mogoče poezija prijateljstva. Da v bistvu vse izkušnje ali pa situacije nekako vstopaš z eno odprtostjo, brez nekih predsodkov in potem pač tisto vse, kar se te dotakne, nekako z eno tako čistostjo potem tudi združiš te prostore ljudi in tako. Mogoče temu kaj pripomore tudi to potovanje oziroma življenje na drugih koncih sveta. Zdaj tukaj omenjaš jezik ali dva, a ne? Vemo, jaz vem, no, da si bil na Portugalskem. Kako je bilo to, recimo, drug jezik, druga kultura, to za antropologe najbrž nekaj ful najboljšega. Kako te to nekako
odprlo ali pa razširilo, ali pa kaj si tam spoznal, no, in koliko si tam pisal, mogoče tudi kaj več. Ali... Se mi zdi, da potovanja vedno tako na en način tisto, kar ustaljene vzorce, ki jih imamo, a ne, da se malo vse tako podre in se na novo vzpostavi in nekako postaneš bolj svetovljanski. Ja. Kakšne spomine imaš na Portugalsko? Mogoče tudi tako, pač prej kot študent si šel, ne? Na izmenjavo ali kako? Ja, potem pa tam tudi ostal še nekaj časa. Mene je Portugalska zelo, se mi zdi, zaznamovala. Ne, že spet težko tako povedati, kaj vse, ampak je, mislim, jaz sem tam, ja, prvič, ko sem prišel tja, sem rekel, wow, no, to je pa to. In potem sem se tudi zaradi tega nekako odločil, da bom šel tja študirati, pa tako. In valjda je potem vse drugačne, ker ne veš, kaj ti govorijo, pa tako je, ne vem, pol leta sem rabil, da sem nekako se orientiral, pa sploh razumel, kaj ljudje govorijo, pa najprej je to samo neko šumenje, nekaj, tako kot da bi imel radio na neki vmes na 2 frekvencah. No. Tako da ta občutek, da prideš nekam, pa se pravi na novo jeziha, je ena taka močna izkušnja, no. Po moje kar za vsakega. Meni je bila pa zelo pomembna, tako, si ne znam predstavljati, da je ne bi imel zdaj te izkušnje. Potem sem pa, ja, tam sem imel pa tudi malo več, malo več časa, ne vem, ampak ja, več časa za se ukvarjati, kaj se mi zdaj dogaja, pa in po moje sem tudi, za veliko pesmi vem, kdaj sem jih se še spomnil, kdaj sem jih napisal, ampak kar nekaj verjetno jih je nastalo tam, v teh 3 letih. Tako da je Portugalska nekje zraven, no. Porto Antico. Otroci se igrajo po celi dolžini vitkega sonca in črnci mečejo na namišljen koš. Tu mortadelo režejo na debelo. Mortadelo in Garibaldija. Z vrhov teh hribov bi lahko streljali fašisti ali Srbi. Pravzaprav kdorkoli, le Garibaldi ne. On zavzema ulice z mečem, ki ga klon naredi za €1,50. Približno toliko me loči do trenutka, ko bo žarnica predala rdečino luni, da mi ubije v glavo težo združevanja. Orožje povezanosti s svetom je skupnevalo že davno pred ladjami. Tvoji mehanizmi postajajo vse bolj peščeni. Čakal si, da ti žogice padejo v roke, brez razmisleka, kar tako iz navade. Odmev tega zavedanja je prestavljen za nedoločen čas. Zdaj si tu in gledaš, kako zahaja sonce. Alentežu. Po presledkih pušča prostor, da nanj stisnemo nekaj oliv naše krvi. Tu in tam kakšno drevo, iz njega pa tisoče napol izklesanih rok, ki segajo proti nečemu več. Le trta začne od tal. Tvoji očetje so začeli pritrti. Z nočnimi premetavanji teles so oblikovali svojo resničnost, žile oljk, ki so jih preživele. Tudi oni so preživeli zgolj kot ubežniki površne preše. Izvili so se na plano, na gladino pasjega lajža, čuvaja svoje črede, da si zdaj lahko drevo med drevesi, da se pustiš klesati svojemu otroštvu. Kamni se klešajo sami, postajajo divji krik utelešene zgodovine in njihova čista prezenca je očiščena vse od večne teže. Kamen, povsod kamen. Ližbova. Grmada neprehodnih hodnikov.
Spomnim se tvojega hitrega letala in svojega še hitrejšega življenja. Spomnim se, kako sem se od toka zgodovine umaknil v park in začel z mantrami minljivosti. Takrat je pihal srednjeevropski veter in prinašal srednjeevropski čas. Razlika ne tiči le v 3 urah leta, niti ne v šumu zabav, labirintu jezika in načinu prečkanja ceste. Ko poženeš korenine, si imun. Naselil sem se v park, ki me obdaja vselej, ko ozavestim svoje stanje. Stegujem se po gladini vode in želim začutiti vsako nianso, ko voda za sekundo pozabi na ravnotežje. Kot otrok se veselim vsega izgovorjenega, ko skušam postavljati strešice na prava mesta in s tem sebi streho. Vibriram z vonjem mehčalca oblek, ki se jih zaradi vetra natevajo hiše, ko sušijo svoje mokre sentimentalnosti in jih pripravljajo za prihodnji dan. Svojim zanosom me spominjajo na tvojo lakoto po življenju, da bi obrnila pore in z vso kožo srkala vase. Na koncu si vse seštela in počakala, da še jaz potegnem črto pod svojimi nogami, jih čez palec delila in ko sva se začela hraniti, nisva videla niti, kako se spletajo noge, mize in najnih stolov. Začela se je vaja v slogu, ki se razteguje tudi čez tvoje žongliranje z rutinami, ko jih tako spreminjaš v sebi dostopnejše, drznejše krogle, ki lahko padejo vsak čas, kot lahko pade bomba na Palestino, ki vpliva tudi na naju. Nadaljevati je treba z uglaševanjem z valovi in z niansami v nihljajih pustiti obdelavo plastelina svojim bližnjim v razredu. Ja, v bistvu, čeprav je ta tvoj način zelo tako oseben, pa se mi zdi, da je noter ogromno enega družbenega angažmaja. Recimo opaziš vse te, ne vem, pretoke med ljudmi, mogoče tudi to, recimo samo meniš kot bomba na Palestino ali pa, ne vem, v eni pesmi, ki smo jo prej slišali tudi, da drsiva čez sisteme in kategorije, če se prav spomnim. Skratka, vse to družbeno se v tem intimnem zelo naseljuje, ampak na en tak, ne tist, kako bi rekla, način, ki poziva k nekemu uporu ali ne vem čemu, ampak kot nekaj takega, kar je pač sestavni del življenja in živiš v tem in pač to tudi opaziš kot vse drugo. Ni neke sodbe, nekega poziva k uporu, neke take, bi rekla, angažiranosti, kot je mogoče najbolj uspešna ali pa najbolj zaželena ali pa najbolj brana. Ampak se mi zdi, da znotraj teh pesmi je zelo veliko tega družbenega. Saj ne vem, kako sem to opisal, ne? Ker je to že nekaj časa nazaj, pa tudi tako, v bistvu nimam čist prav pogleda v to, kaj se potem dogaja, mislim, kako to leti, ampak tako čudno bi bilo razdružiti nekako to osebno od družbenega ali pa od političnega, pa ne tega strankarskega, no? Ampak tako od političnega, družbenega. Ja, tako da mogoče zaradi tega, no? Ker to dojemam kot nekako, ja, da ima vse skupaj veze, no? Da so neke naše odločitve, ki so lahko zelo osebne, v bistvu zelo ali družbeno pogojene, ali pa da imajo v bistvu tudi neke efekte v družbi, ne? Mogoče zaradi tega, ker to dojemam skupaj, ne vem. No in zato tudi se mi zdi, da tako organsko, pač jaz to doživljam tako, nič ni neki unešeno, neki tako, jaz zdaj moram pa še malo tako, ampak da je res to tako en način razmišljanja ali pa vstopanja v svet in da zato je tudi ta poezija takšna, ne?
Bodeča žica cefra drobove. Ustvarja tebe, ustvarja mene in vselej še sebe. Zgodovina se ponavlja na istem mestu, odkoder so izginili vsi borovci. Ostalo je le preveč mej, da bi se lahko dosegla. Ustvarjajo se iz megle, nedokončanih kosil in pomanjkanja besed. Koliko napora sva zmožna, koliko željna, za dolgo pot v novi dom. Cilj se ves čas prerazporeja. To je njegov cilj in mi sproti ugotavljamo nove začetne točke in nadaljne smeri. Še je nekje zelenje in v globini trebuha vselej brbota gladina morja. Liževa se po dežju. Na povodcu kdaj ti, kdaj jaz. Po mrzlem, sivem kanadskem predmestju včasih komu pač zdrsne. Oceanski veter prebija tipke saksofona in splavi strahove v že naprej pripravljenih postelj. Ko se odpne, je povodec še močnejši. Mačk in sosedov ni na obzorju. Vse je pripravljeno, da zavohljam v novo jutro, da lahko lepilo veže zgolj še v neprenehno budnost. Zanimivo je tudi to, v bistvu Radrani tudi piše o tej dvojini, kako se na različne načine prikazuje, ampak ona jo vedno nekako vidi kot to neprisvojljivo, neomejujočo, nelastninsko, to neko dvojino, ki zahteva v bistvu zelo zgrajenega posameznika. No, mogoče bi čisto en droben citat še iz te spremne besede, kar se mi zdi zelo zanimiv in tako, zato ker se mi zdi, da še odpira branje tako, ki ga nekako sami že začutimo. Skratka, vsakdanja resničnost je le eden od naštetih možnih hodnikov, skozi kateri drsi in potuje do drugih soobstoječih dimenzij. Kot tisti del hiše, skozi katerega se sicer da iti, ni pa nikoli mišljeno, da bi se v njem zadrževal. Bralcu odpre ena vrata in ga nato že vodi v neko drugo sobo, ki pa je v značilnem zasuku skozi sebe prav tako hodnik. No in ta zasuk skozi sebe se mi zdi zelo prisoten, recimo to, ko sva prej govorila, da recimo bralec, ko bere to pesem, recimo če smo o Lizboni, jaz kar po slovensko, kar ne znam teh strešic tako dobro, da nekako prebudi tisto njegovo notranjo imaginacijo ali pa notranje izkušnje in da, kar se mi zdi, da vsaka dobra poezija ima to zmožnost, da se ustvari en svet znotraj bralčevega duše, razuma, pač tako. In ravno ti hodniki, se mi zdi tako fajn. Potem se vrneš in greš naprej in imaš eno novo doživetje, ki je tvoje lastno, ampak hkrati oplemeniteno z eno poetiko, ki si jo prebral. Mogoče ne bi smela pa pozabiti še na tole likovno podobo, Ribje hoje, ki v bistvu slika Joni Zakonjšek, in tudi to nekako si ti, tako kot vse zgleda, da si, ko si videl to, si rekel, jaz bi to imel, ali kako za naslovnico. Ja. Aha. No, mogoče bi lahko kaj o tem povedal. Ja, Jon je genialka, Ampak zdaj se mi je, da mi ne bi bilo všeč, če bi bile kakšne zelo določljive figure gor na tele naslovnici. In potem sem mi rekel, če lahko kaj pošlje, da bi
rad nekako sem čutil, da bi pasala neka njena stvar tako na naslovnico in potem sem gledal kaj in ne vem, sem potem najdel to, ki je bila v bistvu, mislim, da celo prva slika, ki mi jo je poslala in sem rekel, evo to, ne. Ampak potem to je en delček, neki sek, no, iz ene precej velike slike, ki je pa potem bila tudi to nazaj in meni se je zdelo, da bi to nekako, čeprav sem prvič kaj tazga razmišljal, no, tako da, ampak to, ko sem pa videl, sem pa nekako, ja, takoj videl, no, da bi to nekako pasalo. Meni pa še, ne? Ja, meni tudi zelo fajn. Zdaj pa, meni se zdi, da sta že prišla do tiste točke, ko morava upeljati kakšno stalno rubriko. Kakšno tradicijo. Ja, tradicijo naših virtualnih večerov. Namreč vsako gostjo in gosta vprašamo o tem, katere pesmi pa oni radi berejo, oziroma katera poetika se jih je dotaknila, kateri avtorji. Pa, če bi lahko izbral pač eno od številnih ljubih, ampak samo eno pesem nekoga drugega, da bi nam jo prebral. Kako si prišel do nje, mogoče si spet moral malo brskati, ali ker imaš najbrž veliko. Ja, nekaj mi jih je blizu, ampak v bistvu sem pa to zelo ne na prvo žogo vzel, ker v bistvu sem se zelo matral, no. Kaj zdaj, no? Ampak potem sem pa videl, da imam na knjižni polici eno zelo staro knjigo, ki sem jo tudi nazadnje po moje v roke vzel, ne vem, pred zelo dolgo časa, ampak takrat se mi je pa ravno ta pesem zelo nekako vtisnila v spomin, no. In v bistvu je zelo, se pravi, dolgo časa že sploh nisem bral Lorke, ampak to je od Lorke. In zdaj bi mogel še enkrat nazaj brati, da bi sploh videl, a mi je tudi kaj drugega tako blizu, ampak ta mi je pa bila že od nekdaj, no, ko sem jo prvič prebral, tako da. Ja, naslov je pa Slovo. Če umrem, pustite balkon odprt. Deček pomaranče je, z balkona ga vidim. Kosec žito kosi, z balkona ga slišim. Če umrem, pustite balkon odprt. To je on. Super. To je tale zbirka, Ja. če še pokaževa. Ja. Tako, to je taka pesem, ki skoraj bi se moralo kar končati, ampak ne, mi dva ne bova spustila. Tudi še ene rubrike, ne. Zdaj pa še posebej, ker mi je kolegica naredila ta abecedarij malo bolj v fizični obliki. Ponavadi smo imeli kar take kartončke, namreč mi prihajamo s Trubarjevih krajev in abecedarij je mene že ne vem kolikokrat tam dihoval. No in tudi ena od teh rubrik je, da ti sežeš v to škatlo, izžrebaš pač eno črko in prva beseda, ki ti pade na pamet, jo poveš. Okay. Si pripravljen? Človek. Če kot človek. Kaj reči? To je bila prva. Se vidi, da si antropolog. No, mogoče se potem da še kaj sestaviti, veš. Ko si povedala, če 3 ponavadi. Dajmo reči, če. Ebola. To ste prav tako naredili, da gor... Ja, ne. To je slučajno, zdaj sem se spomnila, veš, da je mogoče bi stalo. Goltanec. Goltanec. Se pravi, imamo človeka, ebolo in goltanec. No, kaj nam lahko poveš o tem? O teh preroških ali pa, ne vem, naključnih besedah? Kako bi jih povezal?
Ja. Težko je pogotniti to, da da se nekam vrača ta... Spomnim se, ko sem bil na Portugalskem, ali ne vem kdaj, ko je bila ta ebola, ne? Zdaj se vračajo neke podobne stvari, mislim, totalno druge, ampak v tem nekem smislu podobne. In kaj pa vem, vse skupaj tako nekako človeško očitno nas to je skozi neki mrda, take velike spremembe, no. A sem se dobro izvlekel? Ja, povsem zadovoljivo. Jaz bi vseeno za konec te vprašala, najprej, kakšni so tvoji načrti, mogoče tudi želje. Ribjo hojo bomo najbrž še kje srečali v živo, pa tudi na knjiga.org jo lahko že posvojite, kdor želi. Ja. Kakšni so načrti? Ja, zdaj mogoče nisva pač se nič dotikala tvojega sicer poklicnega, kako bi rekla, življenja, ampak sva rekla, bova se posvetila samo poeziji in ribji hoji. In tako da mogoče bolj v zvezi s tem umetniškim polom. Ja, absolutno je treba, mislim, čutim, da je fajn narediti nekaj s to knjigo, no, ker ja, zdaj je tukaj, zdaj ne morem mimo nje. To, kar je bilo 7 let v predalu, je kar naenkrat nekje otipljivo in tako, ne. Tako da absolutno nekako smo se pogovarjali, da bi potem z septembrom ali tako nekako z jesenjo skratka naredili kakšen dogodek in tako. Sicer pa se mi zdi, da je planov tako poleg tega spraviti ven, nekako nimam, razen da bi bilo fajn kaj začeti pisati nazaj. Ja, pa objaviti na PSMC, a ne? Mi že pričakujemo tudi kakšne tvoje nove pesmi, res? Ja, do tega te pa mora najprej priti. Ampak ja, mislim, da je fajn, no, da je to odzunij tudi tako iz tega vidika, da zdaj gremo pa nekako naprej, ja. Bomo videli, mene tudi zanima. In če bi ti rekla, da se posloviš od nas z eno svojo pesmijo iz Ribje hoje, katero bi pa ti izbral? Okusi morje, preden še poslednjič premineš. Premikava se lahko zgolj v ponavljanju, v mezečem šumu školjk v globinah, ki je površje zoranih njiv. Sporadična križanja kažejo zgolj ubranost strun nekje blizu sonca. Je tišina po zvonjenju znak odsotnosti ali zgolj odgovor postajanja? Okusi morje, preden ponovno dozoriš. Hvala. Ta pesem je lahko za konec ali za začetek? Skratka, jaz se ti zahvaljujem za to, da si bil naš gost na video virtualnem večeru. Še enkrat z nami je bila tudi Ribja hoja in vabljeni k branju, vabljeni k obisku prireditev, ko bodo jeseni, kot smo slišali. Jaz ti želim še veliko pesmi in novih zbirk in hvala, ker si vzel čas in prišel v naš kraj in v naš čas in napolnil ta prostor s svojo poezijo. Hvala tudi tebi za večer in nasploh za možnost, da imamo zdaj to vrati.